Nocoj kaj dogaja, gostimo nekdanjega smučarskega šampiona, nosilca bronaste olimpijske medalje v slalomu, danes pa novega strokovnega sodelavca naše televizije pri prenosih ženskih smučarskih tekem. Z nami je Jure Košir. Jure, pozdravljen. Živijo. Živijo. Hvala za vabilo. Z veseljem. Najprej na začetku povem, se bom po športno izrazil, da sem velik navijač vaše oddaje. Hvala lepa. Super, lepa. hvala. Bil si uspešen tekmovalec, poslovnež, zdaj si pa komentator. Kako se pa kot komentator pripravljaš na tekme? Ne moram reči, da sem profesionalni komentator. To me je vedno zanimalo. Vprašali me pa niso do zdaj nikoli. Tako da sem letos poskusil, moram reči, da je zelo zanimivo. Nažalost, imamo nekoliko okrnjene tekme zaradi poškodb slovenskih dveh najboljših tekmovalk, ampak je pa zanimivo. Baje, da si izkušnje s komentatorstvom oziroma z novinarstvom nabiral že med prejšnjo kariero kot tekmovalc? Ne, ni čisto tako. No, v glavnem me je vedno zanimalo to. Sem pa bil glaven pri teh potegavščinah, ki smo se jih šli v ekipi, in sicer smo iz skritih številk klicali naše trenerje in vodstvo in se pretvarjali, da smo novinarji in tuji in domači. Po tekmi to, ali kaj? Po tekmi, ja. Tako da velikokrat so nam dajali cela poročila, mi smo pa v sosednji hotelski sobi poslušali na zvočnike. Si imitiral lik, kaj, kakšnega novinarja? Jaz sem imel en lik mariborskega novinarja Večera in sem v pristni štajerščini Toneta Vogrinca prosil za intervju in mi je dal cel intervju, recimo. Pa sem imel pa še enega tujega novinarja, Američana iz Kolorada, John Trash mu je bilo ime, in on je pa v angleščini spraševal, ja. In koliko časa je trajal ta intervju? To je šlo v nedogled lahko. Vsi so mi jedli z roke in tudi moji kolegi eni so tudi znali to narediti. Zelo zanimivo. To je bilo malo razvedrila po tekmah. Super. Kaj pa je zdaj s snegom, no? Imajo danes mladi smučarji, ki tekmujejo, oziroma a se težje razvijajo v šampione, ker sezona je krajša, snega je manj, smučišča se zapirajo. Kakšni so zdaj pogoji? Vse težje razvijajo, to drži, z več razlogov. Tudi družbeno smo se malo spremenili, vse skupaj, tudi, bom rekel, starši imajo manj časa za ukvarjanje z otroci. Drugače pa, kar se tiče smučišč, smo pa verjetno ena izmed redkih centralnih evropskih držav, ki nima svojega vadbišča za mlade smučarje. Torej, nimamo poligona za alpsko smučanje. Nažalost, zaenkrat še. In upam, da se bo to čim prej uredilo. In danes se morajo mladi voziti v tujino trenirati. Nimamo veliko malih smučišč, se je zaprlo. In snega je pa tudi, bom rekel, manj. Kaj pa nacionalni šport? Včasih je bil smučanje nacionalni šport, je danes še tako? Mislim, nacionalni šport, ne moram reči, da je najbolj popularen šport v tem trenutku, vendar je pa še vsem se ocenjuje, da 100 000 Slovencev nekako se odpravi na smučanje v tujino, vsaj enkrat. Tako da ogromno se še smuča. Tekmovalno je pa mogoče malo manj v, bom rekel, neki ni na višku, tako kot je bilo nekako. Kaj pa naredi nek šport za nacionalni šport? Kaj to rezultati? Jaz mislim, da Slovenci smo taki, da rabimo momentum, torej mora biti en vzgib, trenutno stanje, pa smo vsi za vse. Vsi zahajpani. Tako pa gre malo težje, smo pa zelo taki, bom rekel, tudi neugodni navijači in hitro obrnemo hrbet. In ja, nacionalni šport, težko je reči temu. Jaz se s tem niti ne ubadam in nikoli nočem o tem razpredati, ker me dostkrat kaj zbadajo pa sprašujejo. A vpliva na to, kaj je podražitev smučarskih kart, recimo, da se... Prav gotovo, ni poceni, ampak recimo, če kdo želi svojega otroka naučiti smučati, mu jaz rečem, lahko ga praktično skoraj zastonj naučiš. Mu kupaš na zimskem sejmu za 50 € celotno opremo, potem pa z njim štamfaš, rečemo mi, po smučarsko na bregu, kjer se ni treba niti karte kupati in ga naučiš smučati. In zdaj, če gledam danes, ne vem, rekreativne kolesarske prireditve, 3000 kolesarjev slovenskih, ki imajo kolesa, ki so občutno dražja kot smučarska oprema, neka povprečna, tako da ni najdražja. Ni pa poceni. Asfalt ne skupni. Ja, to je res. Asfalt ne skupni in tudi ne bo verjetno skupnil. Jure, najlepša hvala, da si bil najin gost. Želimo ti prijetno komentiranje tekem in da boš imel možnost v živo videti še kakšno slovensko kolajno. Da boš zakričal mikrofon, kolajna je naša. Z veseljem bom to naredil. Hvala lepa. Hvala. Hvala.